Drage dame, cenjeni gospodje, Duro Akort je v obratni smeri ravno kar naznanil začetek, zdaj pa to počnem tudi jaz. Spoštovana državna sekretarja Mojca Ramšak Pešec in Jure Trbič, generalna direktorica Eva Treven, generalna direktorica Urada za kakovost, vodja Upravne akademije Bojana Bavec, sodelavke in sodelavci Upravne akademije, vsi sodelujoči ter spoštovane udeleženke in udeleženci, lepo pozdravljeni na zaključni konferenci projekta Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev. Danes ne bomo predstavljali le vsebin, temveč tudi rezultate skupnega dela, ki je v preteklem obdobju prispevalo k razvoju digitalnih kompetenc v javni upravi. Projekt je pomembno okrepil znanja in spretnosti, ki so ključne za sodobno, učinkovito in uporabniku prijazno delovanje javnega sektorja. Ob tej priložnosti bomo pogledali dosežke, izkušnje ter dobre prakse, ki smo jih razvili skozi projekt. Naj današnji dogodek služi tudi kot spodbuda za nadaljnji razvoj in nadgradnjo naših prizadevanj na tem področju. Moje ime je Nik Škrlec, danes bom povezoval vse skupaj, in skoraj premaknil to mizo, skrbel, da bo vse teklo čim bolj tekoče in da se bomo vsi danes česa naučili ali pa nam bo kaj ostalo v mislih. Sem namreč navdušenec nad učenjem v vsaki pojavni obliki tega procesa, verjamem, da se ljudje ves čas učimo in da nas pravzaprav naša zmožnost učenja ohranja bistre, mlade in radovedne. Pa naj si bodi to učenje v poklicnem področju, na poklicnem področju ali pa v prostočasnih in aktivnostih, ki nas veselijo čisto zaradi aktivnosti samih. Jaz sem se predstavil, dovolite mi samo še en hiter pregled, pogled tega, kdo ste vi oziroma od kod ste. A lahko dvignete roko vsi tisti, ki ste tu iz javnega sektorja? Ne, jaz mislim, da ne čisto vsi. A imamo kakšnega predstavnika gospodarstva ali koga, ki ni iz javnega sektorja, pa ga zdaj ni sram dvigniti roke? Aha, evo, odlično, vidite, ja, dobrodošli, pozdravljeni, veseli smo, da ste tu z nami. Dajmo pa potem pogledati samo še javni sektor malo bolj podrobno. Je kdo tu iz kakšne upravne enote? Odlično, iz kakšne občine? Aha, iz kakšne fakultete, drugih izobraževalnih ustanov? Ja, kakšnega sodišča? Dobrodošli. Zakaj? Kaj je? Vesel sem, da ste tu. Lahko gremo še dlje. KPK? Imamo koga? Ne? Ali pa so tiho. Nočejo se izdati. Razumem. Imamo še koga iz kakšne inštitucije, ki je nisem omenil, pa se vam zdi pomembno, da bi jo dodali na ta seznam? Ja, povejte. Državni zbor. Dobrodošli. Še kdo? Še kakšen sektor, ki bi ga dodali na ta naš seznam? Ne, zaenkrat ne. Dobro. Imamo čudovit dan, vreme je izjemno lepo in prepričan sem, da bo tako tudi naše druženje. Za uvod na oder vabim državnega sekretarja Jureta Trbiča. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej prenesem tudi zelo lepe pozdrave tako ministra kot državne sekretarke, ki sta oba sicer zdaj na seji vlade oziroma bosta v kratkem. Ampak, če povzamem, sta v srcu z nami. Torej, spoštovani, še enkrat dovolite, da vas najprej iskreno pozdravim na zaključni konferenci projekta. Drznem si dodati ne kar enega projekta, ampak mislim, da enega ključnih projektov javne uprave. Projekta z tipičnim javnosektorskim imenom Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev. Kot je že uvodoma povedal Nik, te zadeve so ne le, da živimo z njim, ampak so danes ključne, kajti točno to veselje do učenja, do nečesa novega je tisto, kar bo pravzaprav človeka opolnomočilo, da seveda v sodelovanju z tehnologijo presega samega sebe. In ja, danes gotovo ne zaključujemo le projekta, zaključujemo pa neko pomembno poglavje v razvoju sodobne
učinkovite in seveda tudi ljudem prijazne javne uprave. Kako učinkovite, naj tukaj še dodam, 40 000 je krepko preseženih, tako da tudi v imenu tako mojem kot prej omenjenih kolegov iskrene čestitke vsej ekipi, tako za vaš trud kot izpeljavo. Dejstvo je, to verjamem, da si vsi lahko prikimamo, da smo še posebej v zadnjih letih, tudi desetletjih, priča vse hitrejšim spremembam. Tako imenovane digitalne tehnologije tako niso več nekaj, kar je, s čimer se ukvarja en bolj napreden sodelavec, sodelavka, ampak je nekaj, kar nam pravzaprav je vse skozi z nami, v žepih, v hišah, v avtomobilih, verjemite tam, kar sploh si ne zamišljamo. Dejstvo je, da postajajo tudi temelj sodobnega življenja. In ravno zato so digitalne kompetence za eno besedo, torej znanja, spretnosti, tudi veščine, nekaj, kar danes ni več samo v kategoriji dodane vrednosti, ampak pravzaprav nujen temeljen pogoj za uspešno delovanje organizacij, seveda tudi sodobne javne uprave. Namreč le z ustreznim znanjem in veščinam lahko danes človek zagotavlja v bistvu procese in storitve, ki so kakovostne, dostopne, pregledne in ključno prilagojene potrebe ljudem in časa, v katerem živimo. Projekt, ki ga danes na nek način slovesno zaključujemo, je bil zasnovan prav z vizijo takšne prihodnosti. V okviru tega projekta smo tako skupaj seveda z vsemi udeleženkami in udeleženci ukrepili znanja in ustvarili trdne temelje za nadaljnji razvoj sodobne, lahko rečemo tudi digitalne javne uprave. Vsekakor je to ena ključnih naložb v ljudi in s tem v našo državo. Namreč vsaka nova pridobljena veščina, vsaka izboljšana storitev, vsaka inovacija, vsaka digitalna rešitev danes pomeni boljšo izkušnjo za ljudi, tako za in pred pultom, če malo skozi perspektivo upravnih enot rečem. Ampak ne samo za ljudi, seveda tudi za podjetja, gospodarstvo in nenazadnje celotno družbo. Tudi termin digitalna pismenost danes pravzaprav ne pomeni več to, da znamo prižgati in uporabljati računalnik. Gre za veliko več. Gre za vsaj neko temeljno razumevanje podatkov, gre za osnove najmanj, če ne več, razumevanja varne rabe teh tehnologij. Tudi v zadnjih letih smo, mislim, da vsi videli, da je varnost postaja vse bolj pomembna. Gre tudi za to, da znamo sami ljudje kritično presojati informacije, tako v njihovo vsebino, vire in druge stvari. Naj povzamem, gre za neko sposobnost delovanja in sodelovanja v digitalnem okolju. Z drugim besedam gre za to, da znamo mi ljudje uporabiti tehnologijo za reševanje naših težav. Ne zato, da tehnologija postane problem sama po sebi. In nenazadnje zato je ta projekt tako pomemben in ključen, ker je javni upravi dal orodja, dal znanja in nam sem skupaj omogočil, da ostanemo korak naprej pred izzivi in ne korak za njimi. In ko smo ravno pri teh korakih in sodobnosti, naj izpostavim, poudarim eno izmed področij, ki seveda že danes, pa v prihodnjih letih gotovo bo pomembno oblikovalo naše okolje. Govorim seveda v umetni inteligenci. Kot rečeno, ta ni več nekje v prihodnosti, je z nami, v naših žepih. Že danes nam gotovo pomaga lahko zelo pri analizi podatkov, pri avtomatizaciji določenih rutinskih procesov, tudi hitrejšem in boljšem odločanju, če ste prej poslušali seveda moje besede o kritičnem razmisleku in podobno. In nenazadnje tudi o boljši podpori uporabnikov. Vendar sama umetna inteligenca ni in ne more nadomestiti človeka in upam, da ga nikoli ne bo. Lahko pa pomembno ukrepi naš rezultat našega dela, ga naredi še bolj učinkovitega
in ne nazadnje omogoči temu, da se resnično posvetimo tistemu, kar najbolj šteje, ljudem. In da to lahko dosežemo, da to lahko dosegate, potrebujemo javne uslužbenke in uslužbence, ki razumejo tehnologijo, jo ne le znajo uporabljati, ampak jo znajo uporabljati odgovorno, etično in seveda z razmislekom. In še enkrat, zato je ta projekt, ki se ga danes slovesno zaključujemo, tako pomemben in dragocen. Kajti pripravil vas je na svet, v katerem je digitalna preobrazba stalnica, ne projekt. Še enkrat iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali pri projektu, ga izpeljali, predvsem pa tudi vsem vam, javnim uslužbenkam in uslužbencem, ki ste se odločili vlagati v svoje znanja in s tem pokazali, da je javna uprava tudi sodobna, ambiciozna in usmerjena v prihodnost. Še enkrat hvala za predanost, za vaše delo in vizijo in naj bo digitalna prihodnost Slovenije priložnost za vse nas. Hvala. Hvala, gospod Trbič. O temah, ki ste jih odprli, bomo danes še govorili, poskušali se jih bomo lotiti tudi v praksi in se soočiti z vsemi vprašanji, ki bodo morda ostajala v vaših glavah. Za začetek pa mi dovolite še eno kratko anketo. Kdo od udeleženih se je v minulih letih udeležil katerega od izobraževanj Upravne akademije? Lahko vidim roke? Ok, v redu, odlično. Kdor ni dvignil roke? Ne se sekirat, vse je v redu, dobrodošli. Veseli pa smo, da vas je toliko tu, ki ste se izobraževanja udeležili. Danes bomo nekaj slišali tudi o projektu in o izobraževanjih samih, ampak za začetek na oder vabim Bojano Bavec, vodjo Upravne akademije. Prosim, pozdravite jo v moji družbi. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz vas bom prosila in se opravičila že na začetku za moj tresoči glas. Saj veste, kot rečejo, prvega nastop namreč ne pozabiš nikoli. Tako da opravičilo že vnaprej. Drugače pa tudi en lep pozdrav z moje strani. Danes, kot rečeno, ne gre le za zaključek pomembnega projekta, temveč tudi priložnost, da pogledamo, kaj smo skupaj dosegli in predvsem, kam nas bo to vodilo v prihodnje. Ko smo projekt začrtali leta 2021, smo iz njega izhajali in sicer iz spoznanja, da digitalna preobrazba javne uprave ni mogoča brez ljudi. Brez tistih ljudi, ki imajo ustrezna znanja, samozavest in sposobnost uporabe sodobnih digitalnih tehnologij, torej nas javnih uslužbencev. Tehnologija sama po sebi ne prinese sprememb, prinese jih šele takrat, ko jo ljudje znamo smiselno, varno in učinkovito uporabljati. Zato smo si na Upravni akademiji zastavili ambiciozen cilj, omogočiti kakovostna, dostopna, praktično naravnana usposabljanja za širši krog javnih uslužbencev. Danes lahko sicer z zadovoljstvom rečemo, da smo ta cilj dosegli in celo presegli, kar je omenil že naš državni sekretar. V okviru projekta smo razvili in izvajali kar 95 različnih programov usposabljanj, med njimi tudi 11 e-usposabljanj. Pokrili smo širok spekter vsebin, od osnovnih digitalnih kompetenc in učinkovite uporabe pisarniških orodij do kibernetske varnosti, podatkovne pismenosti, sodelovanja na daljavo in uporabe novih digitalnih rešitev v delovnem okolju. Poudariti želim sicer, da nismo razvijali usposabljanj zgolj zaradi tehnologije same, temveč zaradi konkretnih potreb zaposlenih. Kot bi rekli, naš cilj ni bil ustvariti digitalnih strokovnjakov, temveč opolnomočiti javne uslužbence za bolj učinkovito, kakovostno in uporabniku prijazno okolje. Pomemben korak naprej, na kar smo še posebej ponosni, predstavlja tudi razvoj e-usposabljanj. V zadnjih letih se je namreč pokazalo, da sodobno učenje potrebuje večjo fleksibilnost, dostopnost in prilagodljivost. E-usposabljanja omogočajo, da se javni uslužbenci izobražujejo takrat, ko to najbolj ustreza njihovemu delovnemu procesu, ne glede na lokacijo in časovne omejitve. E-usposabljanj sicer ne razumemo kot začasno rešitev ali dopolnilo, temveč kot prihodnost izobraževanja javnih uslužbencev.
Prepričani smo, da bodo usposabljanja v prihodnjih letih eden ključnih stebrov, sicer ne edini, razvoja Upravne akademije. Omogočajo namreč hitrejše prilagajanje vsebin, večjo dostopnost znanj in sodobnejše načine učenja, ki sledijo potrebam časa in zaposlenih. Prepričani smo, da kombinacija klasičnih oblik izobraževanja, spletnih delavnic in kakovostnih digitalnih vsebin postaja standard sodobnega razvoja kompetenc v javni upravi. Ob tem pa, kot že rečeno, ne moremo danes mimo umetne inteligence. Ta ni več namreč nekaj oddaljenega oziroma futurističnega. Umetna inteligenca že danes spreminja način dela v javni upravi. Od priprave dokumentov, analize podatkov, komunikacije z uporabniki do avtomatizacije procesov in podpore pri odločanju. Ob tem pa danes opozarjam še na številne priložnosti, hkrati pa tudi pomembno vprašanje odgovornosti, etike, varstva podatkov in zaupanja. Prav zato je ključno, da javni uslužbenci umetno inteligenco razumemo, poznamo njene prednosti in omejitve ter jo znamo uporabljati premišljeno in odgovorno. Projekt, ki ga danes zaključujemo, je zato veliko več kot le niz izvedenih usposabljanj in doseženih kazalnikov. Predstavlja namreč pomemben korak pri gradnji sodobne, vključujoče in digitalno usposobljene javne uprave. Ne gre za enkraten projekt, gre za proces in ta proces bomo lahko uspešno nadaljevali le skupaj in sicer z odprtostjo za nova znanja, sodelovanjem in pogumom za spremembe. Najlepša hvala. Hvala tudi. Uspelo mi je. Prej mi pa niste izdali, da je to prvi tak nastop. Ja, vsega ne morem takoj povedati. V redu, ampak če nam ne bi povedali, tega ne bi opazili. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa za zaključek pozdravnih nagovorov, k nagovoru in pogovoru vabim še generalno direktorico Direktorata za kakovost, Evo Treven. Kar lahko sem ja. Največja nevarnost znanja ni v tem, da mislimo, da ga nimamo. Največja nevarnost znanja je v tem, da mislimo, da ga imamo dovolj. To ni samo en stavek iz usposabljanja za vodje na naši upravni akademiji, ampak je to v resnici stavek, ki zgodovinsko spremlja različne uspešne ljudi in mislim, da je bil dokazan tudi v praksi. In to je še posebej pomembno danes, ko se svet okrog nas res hitro spreminja, pa ne bom šla s tem tekstom naprej, ker ga lahko preberemo v vseh dokumentih OECD-ja in vse spremembe se začnejo o hitro spreminjajočem se svetu. Ampak mogoče za tiste, ki ste ljubitelji plesa, pa plešete swing, če ne dohajate tempa, so plesalca hitro pohodite. In lahko pride tudi do poškodb. In tega si mi ne želimo. Moja želja kot direktorice direktorata ni seveda samo, je namenjen današnji dogodek digitalnim vsebinam, digitalnim kompetencam, ampak moje sporočilo je pa širše. In sicer v odnosu do znanja. In v našem razmerju, ki ga imamo do znanja. In ker ste danes z nami, je ta odnos pozitiven in za vaš čas in za to, da takšen je, se vam iskreno zahvaljujem. Hvala tudi vam. A nam lahko samo na kratko opišete razvoj Upravne akademije v zadnjih nekaj letih? Evo. Hvala. Kakšno presenetljivo vprašanje. Na Upravni akademiji seveda smo ljubitelji znanja, doživljamo mnogo stresnih situacij, lahko vidite tudi na grafu, ampak zelo radi se pa tudi pohecamo, ker drugače ne bi preživeli. Jaz moram reči, da sem blazno ponosna na dosežene številke, ampak hkrati tudi kot kazalnika največji kritik, takrat, ko za kazalnik uporabljamo samo številke. Ker število, da smo v letu 2019 v enem letu imeli na usposabljanjih nekaj preko 13.000 udeležb, v letu 2019 recimo v letu 2022 nekaj preko 15.000
in da v lanskem letu že preko 39.000, kar pomeni 2,5-kratni skok. Ta številka sama po sebi nas sicer veseli, ampak tisto, kar je pa za nas pomembno, je pa, kaj pomeni v resnici v sami kakovosti. Pa ne samo v kakovosti programih Upravne akademije, ampak v kakovosti, ki jo po udeležbah na teh dogodkih vsak izmed nas, pa ne samo udeleženci, ampak tudi predavatelji odnese s sabo domov. In tisto, kar je mene blazno veseli, je pravzaprav tudi to, da je to prepoznano tudi širše in da je Upravna akademija se uveljavila kot ena lepa, super šola tudi širše. Razširili smo programe na celoten javni sektor, ne zgolj na ožjo državno upravo, ne zgolj na javno upravo, ampak na celoten javni sektor. V tem času smo razvili, mislim, da preko 140 dodatnih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc. Zdaj smo ravno oddali poročilo Evropski komisiji, je bilo samo na področju digitalnih kompetenc 95. Ne bom pokvarila Petru presenečenja, ker digitalne kompetence niso samo obvladovanje posamičnih računalniških programov in umetne inteligence, ampak jih je seveda treba komplementirati tudi z drugimi emocionalnimi in veščinami kritičnega razmišljanja in vse ostalo. Veseli nas, da smo v tem obdobju zadnjih 4 let zagotovili nove prostore za delo Upravne akademije, nove sodobne učilnice. Veseli nas, da smo v tem zadnjih 4 letih usposabljanja Upravne akademije prinesli dobesedno na prag javnih institucij po vseh regijah v naši državi. Ne izvajamo usposabljanj več samo v Ljubljani, ampak jih izvajamo po različnih regijah. Velikokrat organi se na nas obrnejo, da pripravimo skupna usposabljanja. Kaj to pomeni? Tudi mreženje ljudi na terenu, ki morajo med sabo sodelovati zato, da storitve dobro upravljajo. Ljudje se vidijo, spoznajo in tudi to je eden izmed kazalnikov uspeha, pa tudi krepitve samozavesti vseh udeležencev. Kaj pa je potem vizija Upravne akademije? Vizija Upravne akademije je v resnici, poleg tega, ne, da postanemo najboljša izobraževalna ustanova, ker vsaka izobraževalna ustanova ne piše, je v resnici biti v koraku s časom. Vizija Upravne akademije je postati stičišče ljudi in pri tem ima mogoče pred drugimi ustanovami, saj jaz pozitivno razmišljam, eno prednost. Na Upravni akademiji zagotavljamo teoretično znanje. Marsikdo reče, teoretično znanje in certifikat ni dovolj. Seveda ne, če ga ti ne izvajaš v praksi, nujno je potrebna tudi izkušnja. Dodaten sloj tega znanja na Upravni akademiji je, kot sem omenila prej, so srečanja z drugimi našimi sodelavci, ki imajo drugačne izkušnje in ki lahko na plan prinesejo drugačne izzive, s katerimi se mogoče sooča istovrstni organ, ki opravlja istovrstne storitve in skupaj pridejo do rešitve in te povezave potekajo. Zakaj pa imamo mi prednost? Tisto, kar mene blazno moti, ko poslušamo o javnih uslužbencih, ne, ker je tu nek aparat, ki služi ljudem, pa mene osebno vedno zmoti je to, da ta isti ljudje smo tudi mi. Javni uslužbenci smo mame in očetje otrok v šolah, otroci staršev v domovih za ostarele, potniki v javnem potniškem prometu in imamo osebni interes, da so te storitve, zakonodaja, ki jo pišemo in vse, kar pripravljamo, najbolj optimalni, kar v tem trenutku znamo in zmoremo. In seveda je pomembno tudi to, da se na Upravni akademiji srečujemo s predstavniki izven javnega sektorja, da nam prihajajo predavati predstavniki iz gospodarstva. Zakaj? Ker so samo oni tisti, ki nam razložijo v resnici dejanske probleme v praksi. In ko to znanje združiš, dobiš celoto.
Vizija se ponavadi pove v enem stavku, jaz sem bila pa malo daljša, se opravičujem. Sem pričakoval še projekcijo, to pa nismo bila dogovorjena. A imate še kakšno zaključno misel? Ja, ne vejo sicer, ampak jaz sem sicer mama dvema pubertetnikoma in takrat starši niso posebej zaželeni, ker jim delamo sramoto, ampak jaz pravim, ko ste bili majhni, ste jo vi nam, zdaj jo mi vam, to je naše poslanstvo in enako bom zdaj storila zaposlenim na Upravni akademiji. Zakaj? Zaradi tega, ker jih v resnici večina od vas sreča takrat, ko jih imate kako težavo, ko je treba rešiti kakšen tehnični problem, ko gre kaj narobe, ali pa samo takrat, ko otvorijo usposabljanje. Zato prosim, vsi, ki ste kakorkoli povezani z Upravno akademijo, moram povedati, da teh ljudi za temi številkami ni 100, ni 50, ni 40, ni 30, niti ni 20. Bi lepo prosila, da ostane in da vidi, kdo vse skrbi za to okostje in ogrodje in mislim, da si zaslužijo en velik aplavz. Jaz sem jih naštel 11. Nekateri so na bolniškem, manjkajo. Se opravičujem, zaganjenost pri nas doma jokamo, ker je lepo zjutraj že, ko sonce vzhaja. Najlepša hvala, gospa Treven, za vaš nagovor in vaše misli. In dobro iztočnico nadaljevanju našega programa. Pogovarjali se bomo malo drugače. Okrogla miza, ki sledi, je namenjena temu, da se še globlje dotaknemo teme umetne inteligence, ampak najprej s kratkimi predstavitvami strokovnjakov. Spraševali se bomo, a je umetna inteligenca korak naprej ali korak mimo in o čem sploh govorimo, ko o njej govorimo.